Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. V tokratni epizodi sem zelo vesela, da si je vzel čas in da je prišel k meni v studio. Lahko rečem dolgoletni novinar, humorist in satirik, ki je nedolgo časa nazaj praznoval 90 let. Tone Fornecitov, lepo pozdravljeni. Enako tudi vam. Najbrž mene ni bilo težko najdeti. Mislim, težko najdeti, mogoče res ne, priznam pa, da sem morda čutila majčken tremo, predno sem vas poklicala, ker sem rekla, me prav zanima, a si bo odtrgal čas in prišel. Lejte, jaz novinarstvo ne jemljem kot poklic, ampak kot način življenja. In tako v glavnem z novinarji tudi je. Ne? In tako da, to je pač del našega foha. Ne? Jaz sem se odločil za novinarstvo, ko sem še hodil v gimnazijo in sem potem v bistvu zelo hiter. Jaz sem bil še v tistih časih, ki je bil še slovenski poročevalec, pa Ljudska pravica, to tam nas sploh ne vejo. Pa Dnevnik ljubljanski. In tako, ja, je bil, novinarstvo je bil, moram reči, v Sloveniji vedno zanimiv poklic. Ne? Čeprav so se menjale vlade, menjali režimi, menjali politiki, ampak novinarji še vedno ostajamo to, kar naj bi bili povsod po svetu. No, ampak mislim, da kakšnih hujših težav. Jaz sem bil sicer kar velikrat na sodišču za prazen nič, ampak je pa nekaj zanimivo. Ne? Odkar smo samostojna Slovenija, ene tožbe nisem imel. Prav sem jih imel pa čez 20. Aha. Se je to spremenilo? Tokrat sem bil na sodišču, da me enkrat vratar vprašal, če sem jaz pri njih v službi. Če delate pri njih. Najdaljšo uredniško kariero imate, ampak sva se že prej tudi pogovarjala, da morda bolj primerno kot za uredniško kariero bi lahko rekla avtorsko. Ja, seveda. A ne? Ne, jaz sem tudi dobil v tem mednarodnem novinarskem forumu, sem dobil tudi nagrado z Dunaja, kot urednik, ampak jaz nisem urednik, jaz sem avtor. Ne? To je velika razlika, ne? Ker urednik mora skrbeti, da avtorji nosijo članke. Avtor mora pa vse sam. Pa vse narediti. Ja, seveda, govoriva seveda o satirični rubriki, a ne? Pa nasploh. In nasplošno, ja. Jaz sem bil recimo v enem obdobju član ene zelo uspešne reporterske ekipe, ki je bila v okviru časopisne firme Delo. In smo bili 4, 5 in smo prvi v tem tako imenovanem socialističnem tisku, smo se šli novinarje in smo delali tudi reportaže. Ne? Čeprav smo imeli kar nekaj zanimivih primerov, ker so, zdaj vi ne veste, pa bomo vam jaz povedal, včasih je bilo novinarstvo pod okriljem SZDL. Sploh veste, kaj je to? Ne. Socialistična zveza delovnega ljudstva. To je bila taka rezervna partija, ne? Ali pa bomo rekel tako, nežna partija. Ne? In jaz sem bil pol tudi urednik 8 let na Anteni, ki je bila zelo bran mladinski časopis, taka majhna revija, da smo imeli naklade čez 100,000. In sem kot urednik doskrat moral iti v to prelepo hišo zraven Dela, kjer je bil včasih CK, in tam je tudi ta moj
ga ne bom zdaj omenil, ker je sin njegov dosti aktiven, smo mogli hoditi dostikrat na zagovor, ker so imeli oni eno idejo, odnosno en način dela, da novinarstvo ni senzacionalizem. Ne. Bog ne daj, ne, to mora biti v službi delovnega ljudstva. In mi smo tam, takrat jaz se spomnim, ta Antena je bila zelo popularna zaradi ene rubrike, ki ne bi mogli verjeti, zaupne besede. Takrat, v tistih letih, ni bilo po šolah nobene spolne vzgoje. In jaz sem pa kot urednik dobival predvsem od deklet veliko lepih pisem, ki so imeli probleme s fanti, s spolnostjo in smo potem tam na Anteni imeli eno najbolj brano rubriko Zaupne besede. In je bil žal pokojni doktor Lokar, je bil takrat moj prijatelj, smo skupaj čas taborili, sem se z njim zmenil, da je on odgovarjal, on pa en zdravnik, pa ne klinična psihologinja, trije. In so ogromno teh pisem dobivali, tako da smo ene dvakrat izdali posebno Anteno samo z zaupnimi besedami. Ne. No in glih okoli teh zaupnih besed smo se potem na SZDL pogovarjali, ali prav ali ne, pač tak. Naša mladina nima težav z spolnostjo, ne. To imajo v Nemčiji, pa v Ameriki, ne, mislim. Noro. Ampak tako so to delovali. No in potem sem pa jaz prinesel eno pismo, enkrat, ko sva tam, Ludvik Burger je bil takrat urednik cele firme, ne, sva mogli, ker sem jaz sabo prinesel eno pismo, ki je pisala ena punca in je potem ta doktor Lokar ugotovil, da je noseča v 5. mesecu. Ona je pa pisala, da ima fanta, da se ima sta lepo, ampak da pa opaža na sebi spremembe. Sploh vedela ni, da je bila praktično že skoraj 5 mesecev noseča. Že čez polovico, ne? In naša mladina nima težav s spolnostjo. To je bil takrat ta socialistični adut, s katerim so hoteli. Kada je naša mladina pa drugačna, kot v Nemčiji. Pa tega ne počnejo, ne? Ja, ne, in mislim, takrat tam s tistim, v bistvu je bilo pa tako, spolne vzgoje pa v šolah ni bilo. Sploh se verjetno o tem ni prav zelo veliko smelo in sploh govorilo, ne? Seveda ne, no, in je bilo, te zaupne besede, ne, so bile najbolj brana rubrika, daleč najbolj brana, ne. In potem samo še enega zelo dobrega literata, smo imeli pa tudi ljubezenske zgodbe. In te ljubezenske zgodbe je zanimivo, 90% so jih pisale dekleta, ne fantje, ne. Ampak nekatera tako lepo, tako dobro napisane, da smo občasno potem izdali, posebno izdajo Antene ljubezenske zgodbe, ti smo vse prodali. To so stvari, ki so se takrat prijele, ker še o teh zadevah še celo jaz vem, da je to nekoč obstajalo, pa je to kar nekaj let nazaj. Ko bajagi ne bi se o tem ne govorili. No, in se pravim, zdaj moram priznati, da kakšne so zdaj razmere v naših šolah za spolno vzgojo, ne vem, ampak takrat je bila spolna vzgoja tabu. Kako pa ste recimo, zdaj časi seveda novinarstva se spreminjajo, sploh v tistih časih, ko ste bili vi zelo, zelo aktivni, pa danes, a ne, že velika razlika morda v tem, da nam zdaj tehnologija dovoljuje marsikaj, med drugim tudi to, da tisti novinarji iščejo bližnjice, bom jaz temu rekla, pa pošljajo vprašanja kar po, ne več niti po mailu, ampak že kar po socialnih omrežjih. Jaz sem velik sovražnik tega novinarstva, ne? Ker intervju
dober intervju lahko nastane samo v živem stiku z intervjujencem, da se z njim pogovarjaš, da ga občutiš. Danes je pa tako podavati vse na mailu, ne? Po mailu ti poslal vprašanja, ne? Odgovore, pa ti se to objavlja. Ne? To je tudi najhitrejši in najcenejši, ne? Ampak no, jaz sem proti tem tehničnem novinarstvu sem zelo proti. No. Ta stara generacija. Ja, zdaj, omenili ste prej, da ste velikokrat bili tudi na sodišču in tako. Zdaj bom jaz sicer majčkeno preskočila, ker sem hotela začeti z vašo mladostjo, ampak nič za to. Ste kdaj imeli občutek, da ste zaradi svojega pisanja bili pod ogromnim pritiskom, morda kakšnih groženj, ustrahovanj in tako naprej? V enem obdobju zelo, ja. V enem obdobju zelo. Moram priznati, jaz sem bil takrat reporter pri Tedenski tribuni, to ljudje sploh tam mladi še ne vejo, da je kdaj izhajala ena čudovita revija, kjer je bil najbolj bran Zvito Repac, ki ga je risal Miki Muster. Ne? Ampak tam smo imeli že te novinarske akcije in smo imeli tu zelo visoko naklado, okrog 100,000, kar je za Slovenijo izjemna naklada. In smo bili pa to, bom rekel, pod nadzorom. No. Skratka, v socializmu ni senzacija in pod to parolo naj bi bilo novinarstvo tako, kot je bilo na začetku, samo resne teme. Ne. So bili taki tudi časopisi Ljudska pravica, ne, recimo. Slovenski poročevalec. Ne. Pol Ljubljanski dnevnik je bil že tak malo bolj lahkoten. Tam je bila ena čudovita ekipa mladih novinarjev, to je bil takrat urednik Mire Sattler, ki ga žal ni več. In smo pa zelo hitro opazili, seveda, ker so nas skozi malo nadzirali, kakšno naklado imamo, ker smo od tega seveda živeli. Smo bili pa tako skozi malo pod kontrolo, kaj se gremo. Ne? Da senzacionalizem ni stvar socialističnega življenja. Tisti socializem so nas skozi nekaj, ki v glavo metali, se spomnim, koliko sem jaz to poslušal. In je bilo zanimivo, da sem jaz kot urednik vprašal, seveda, ker smo imeli na CK-ju smo imeli sestanke, ne? Da moramo paziti, da v našem novinarstvu ne bo malomeščanstva. Kaj pa je zdaj to? Ne? In na enem od teh sestankov sem jaz prinesel enih 10 anten in sem jih dal na mizo, sem rekel, da če tole hočete pregledati, pa če mi poveste, katere teme so malo meščanske, da bom jaz vedel. No, to je pa žalosten, če ne veš, kaj je to malo meščanstvo. Tudi sami niso vedeli. Niso sploh vedeli, kaj želijo. Ne? A vi veste, kaj je malo meščanstvo? Ne vem, če si ga pravilno predstavljam, ampak... Se ga ni. Aha. Ne, v glavnem... Pa verjetno bi si ga danes spet lahko popolnoma drugače kot v tistih časih. Mislim, polka so se zadeve mehno umirile, ki je bil tam en Jan Huba, urednik na Delu, so se stvari zelo, zelo spremenile in smo se lahko potem v tem TT-ju tudi privoščili res take izjemne novinarske akcije, kar sem je poznal tudi, kot sem že rekel, pri nakladi. Ampak ta vrhna politična oblast sploh niso vedeli, kaj hočejo. Ne? Tako da bi... Jaz še dosti ne vem, kaj je malo meščanstvo.
Če se zdaj vrneva mečkano nazaj na vašo mladost in na otroštvo, kakšne spomine imate na otroštvo? Športne. Moram priznati, takrat smo bili mularija zelo, zelo športno aktivni in smo se med sabo poznali. Jaz sem bil Šiškar, sem bil pri Ljubljani, Olimpija je bil Odred, Svoboda je bil Vič, Slovan je bil Moste in tako smo se poznali, ne. Po športnih dejavnostih smo imeli kontakte, pa tudi spore, pa ves na šunder se tako dogaja. Je bilo pa nekaj res, ne, recimo, če vzamem primerjavo za danes, kar jo nerad jemljem, ne, ampak smo bili kot mularija športno veliko bolj aktivni, ne. Jaz se spomnim enkrat, smo se zmenili, mi smo bili Šiškarji, ne, čist banda zase, ne. So bili zelo veliki bilo teh krosov, tekov, ne. In v Tivoliju nas je bilo enkrat, ne vem, par 100, ne. No, in jaz sem tam tudi tekel in sem bil 3. In je pa prišel k meni en gospod, kasneje sem zvedel, da je to Šturm, sicer doktor, na fakulteti za šport. In on je mene povabil, če bi prišel teč, no, in sem res prišel in kle sem spoznal te brata Pavčič, Janez Cveto, tako sem jaz prišel v smučarski tek, kjer sem še danes. Pa potem še kolesarstvo kasneje, ne? Kolesarstvo je bilo pa tako, takrat sem bil jaz kot samo na tako ekipo, zelo taki živahni reporterji smo bili in sem delal eno serijo reportaž sam med asi. Pa sem z Olimpijini nogometaši fuzbal igral, pa košarko, pa hokej. No in tako sem enkrat rekel, tole kolesarstvo je takrat postajalo že zelo popularno in čisto blizu na rogu v Slonškovi so imeli na Dorišu svoj klub in tam bil Zvone Zanoškar, ne. Jaz sem prišel do njega in on je pred začutil, tale tudi, s tem se splača, ta bo kaj napisal. In sem šel na kolesarsko dirko, so mi dali vse, dres, kolesarsko dirkalno kolo, ampak takrat je bilo to tako, da je Zvone dirko zaprl. Se pravi, pred skupino je šel avto, sodniški, ki ga noben ni smel prehiteti. To se, kar se recimo tega maratona Franja, ki so ga tudi za Noškarjem ustanovili, še danes dogaja, ne. No in takrat sem jaz spoznal, bom rekel tako, vse čare kolesarstva z vsemi fintami, ki so, ne, to je bi se upal trditi, da je kolesarstvo eden najbolj umazanih športov. Umazanih? Ja. Glejte, zdaj bom tako le povedal. Kolajno na olimpijadi dobi samo zmagovalec. Ampak v kolesarstvu ne moreš zmagati sam, če nimaš ekipe. Je nemogoče, ne. In tako da, Zvone pred tekmo je rekel, je določil, kdo bo zmagal in je morala cela ekipa dela za njega. In je pa tudi zmagal, ne. In tako, meni je ta kolesarstvo, pa sem pa še jaz en kolo dobil in smo pa začeli s temi akcijami, ki še danes živijo. Recimo včasih je bil nacionalni slovenski šport smučarija, danes je kolesarstvo. Poglejte, kakšne ase imamo. Ja. Maraton Franja, 8000 kolesarjev pride, ne.
Odkot je sploh prišla dejansko ta ideja za Franjo? Ja, to so zvone za Noškar in takrat je bil en krasen policaj, Janez Winkler, je bil načelnik UJV, takrat Uprava javne varnosti se je policija imenovala, ker seveda brez takratne milice se nobenih kolesarskih zadev ni dal speljati, ker je bilo prenevarno. No? In smo šla pol enkrat zvonetom jaz sem imel že totalen plan narejen za maraton Franja, ki gre skozi Idrijo pa pol dol v Škofjo Loko. Taka, 156 km, dosti težka proga. Ne? In ko sem enkrat prišla na UJV, je bil tam en tak zaguljen referent, je čist dobro rekel, vi ste, koliko kolesarjev bo, smo rekli, 500. Kaj, 500 kolesarjev na cest? Pejte, da nam da oba zapret. In pol Zvonek s vami prišla in rekel, jaz zaradi tehle tvojih idej šel res tu pristal. No, pa sem se pa jaz spomnil tega Janeza Winklerja, ki je bil pa te drug policaj takrat v Slaviji. Jaz sem ga poklical, je bil zelo prijazen, smo prišla tja. Je rekel, fantje, čudovita ideja. Aha, je bil in je takoj potem istega referenta poklical, pa je rekel, fantje imajo eno dobro idejo, bomo naredili na kolesarsko dirko. Pa je rekel, tovariš načelnik, pa kako, 500 kolesarjev, a ste znoreli, ne? In ga je vrgel ven, ne? Enega drugega. In dejansko, se pravi, no, recimo, zadnji podatek maratona Franja, zdaj še družinski maraton, pa daljši, pa krajši, pa otroški. Zdaj tam okolo 7-8 tisoč kolesarjev je, ne. Se traja 3 dni. Pa so domačini v posameznih krajih kdaj bili? Zelo sodelujejo, zaradi tega, ker to je le malo nevarno. Ceste čist zapret ne moreš, ne. In te fantje danes letijo tam 50-60 na uro skozi te vasi in so potem proga je bila znana, ne? In so domačini zelo sodelovali in sami organizirali varnost, tako da niso kakšni konji pa kakšni traktori preleteli z kakšnih stranskih cest. Tako da je bil to tudi za njih v bistvu dogodek, ne? Seveda, tudi zdaj recimo. Mislim, še vedno je. Ja, mislim, zdaj imajo tako, imajo po teh posameznih krajih, imajo svoje okrepčevalnice, ne. Ja, to je res. Ta maraton Franja je postal kolesarski praznik. In ko sva ravno pri kolesarstvu, kako pogosto vi še sedete na kolo? Redno. Ja? Ja, seveda. No, zdaj moram pa povedati. Doktor Popov je zelo znan ortoped, da so tako frenda, smo tudi v gimnaziji bliz, ne. Mi je enkrat rekel, prav, če hočeš ti kaj narediti svoj križ, goni poni. Za križ? Za križ, ja. Aha. Je rekel, goni poni, rekel, pusti specialko. Aha. Specialka je nevarna, ne, imaš pedale not zapeta, narejena je tudi tako, da se dosti hiter voziš, ne. No in sem jaz se spomnim, sem takoj si kupil en poni, ki je imel tudi predstave, ne, in ga imam še danes. Odlično, pa tudi doma še vedno, ne, sedete na kolo? Ja, veste kaj, jaz sem tukaj stanujem v Kosezah, ne, in imam tam 200 metrov, pa pridem na to bivšo pionirsko železnico. Večinoma Ljubljančanov sploh ne ve, da to imamo, ne. To je bila od Bajerja, tega Koseškega, mimo živalskega vrta do Viča, je bila včas pionirska železnica. Zdajšnji PST? Tako. Zdaj so pa to asfaltirali, ne. PST je malo drugačen, ampak klepa en del asfaltiran in je ogromno kolesarjev. Se pravi, Slovenija postaja dežela kolesarjev. Ne. In vedno Kar več. Sem jaz zelo vesel.
Verjetno, ja, vam to res veliko pomeni. Prej ste razlagali mi, ko še nisva snemala, primer Kranjske gore. Ja. Tudi tam v bistvu so uredili zelo lepo kolesarsko dolgo pot. Ne? Od moje strani do Trbiža. Ne? Zelo lepa. Ja, seveda. No, recimo z Zvonetom smo organizirali tudi prvi Juriš na Vršač. To je bil kolesarska dirka iz Kranjske gore na vrh Vršiča. 1800 metrov višinske razlike, pa 12 km. Lepa, ne vem, če so že kdaj šli, ampak to je ena najlepših alpskih cest za moje pojme na svetu. Menili ste Goni Poni, to pa niste šli nikoli. Ne. Ponija nisem vozil, sem bil pa zelo dober, ker smo šli po veteranskih kategorijah, tako da enkrat sem celo zmagal, ne, ker je na 5 let. Seveda se bova dotaknila tudi satire, ki je praktično velik del vašega življenja, če ne celo morda največji. Kako gledate na razliko satira, humor nekoč in recimo humor danes, ko vidimo veliko humoristov, stand-up komikov, ki polnijo dvorane? Veste kaj, danes je lahko vsak humorist, vsak satirik, kjer ima 5 minut časa, lahko vse napiše, vse ozmerja, vse prešimfa. V času socializma je bilo to kar bolj zahtevno. Je bila sicer satira zelo priljubljena, med bralci, med novinarji pa ne. In tako da ker za satiro tistih... Za mene so hitro moji uredniki, imel sem res pametne urednike, hitro ugotovili, da so mi pri srcu bolj take lažje satirične, humorične teme in so me potem tudi tako usmerjali. Jaz sem bil sicer na sodišču velikokrat, ampak nikoli tako hudo, da ne bi po razpravi prišel domov. A se vam je kdaj zdelo, da ste recimo napisali neko satiro o nekom, pa da ste sami sebi recimo rekli, joj, tole bo pa kar užaljen? Ja, sem napako naredil. Jaz sem tudi priznal. Bojan Adamič. Mislim, mlada publika ga ne pozna. On je bil eden naših najboljših skladateljev. Predvsem je v tistih rdečih časih forsiral jazz. On je bil tudi dirigent tega orkestra na najprej Radio Ljubljana, pa Radio Slovenija. In enkrat sem slišal eno zgodbo, jaz sem ono tako rubriko rezervirano za Tofa v ljudski pravici in sem se tam pač trudil malo tako bolj lahkotno pisati. No, in sem zvedel, da je enkrat slovel je kot zelo škrt, pa zelo bogat človek, Bojan Adamič, in je tudi bil. In je enkrat zgubil, ki je šel iz banke, je zgubil, vem, da je bilo takrat 100,000 dinarjev, to je bilo bogatstvo, in je bilo na ovitku napisan Bojan Adamič, in to je na punca najdla. In so rekli prav, nes domov, se ti bo kaj dal. In je nesla k njemu domov. On je odprl, je rekla, tole sem jaz najdla. Je rekel, še so pošteni ljudje, hvala lepa, pa vrata zaprl. Neč, da bi dal, kaj sem recimo za sladoled. No, in jaz sem to štorijo napisal, še danes se spomnim, naslov bil Velika nagrada. In me je Bojan Adamič pol tožil, ker je bilo, takrat je bila pa to res taka tema, so vsi o tem govorili. In me je tudi tožil, ampak je potem sam, tako da do razprave ni prišlo, se je sam premislil, ker so bili
takrat vse je na moji strani, ne, sam videl. Drugače, on je bil tako zelo dober glasbenik, izjemen, poseben jazzist, ne. Priljubljen pa ne, glih zaradi te svoje sebičnosti. Ampak zakaj ste rekli, da ste naredili v tem primeru napako? Ker je bilo prehodo napisano? Ja. Jaz sem ti bi lahko naredil veliko bolj nedolžno, ne. Tam so bile noter odstavki, ki bi najbrž, če bi prišli na sodišče, če bi on vztrajal za enim dobrim odvetnikom, bi jaz zgubil in najbrž takrat, kot za mene, za mladega novinarja, to ne bi bilo dobro. No, in sem polje sam tožbo umaknil. Tako, čeprav sem bil pa na sodišču kar nekajkrat in posej seveda tam veliko študentov prava hodi na take zanimive razprave, ne, in če sem se jaz pojavil tam kot obtoženi, so seveda na veliko prihajali, ker so se zabavali, ne. In samo pa kar nekaj težave, ki bi se glede na to za mene kot mladega novinarja lahko zelo slabo nehali, ampak sem zmeraj nekako. No, in pa sem pa enkrat v enem napisal, da je strahopezljivec, ne. Nič posebno, en človek iz Murske Sobote in je bila sodnica zelo prijazna, je rekla, glejte, prav, tukaj ste delali napako, to je žalitev. Prav, jaz vas moram obsoditi. No, in sem dobil bolj, ne vem, eno blazno nizko kazen, finančno, recimo, danes 50 evrov, recimo, res tako nizko. In to je bila tudi edina tožba, ki sem jo izgubil. Malo sem jih pa kar veliko. Veliko sem se vlačil po sodišču. A bi lahko rekli, da vam je to ne tožbe, ne mislim to, ampak da vam je ta način pisanja, tudi ta satira, da pa vas je na nek način mečkano, kako bi to človek sploh rekel, da vam je povzročala ta satira mečkan adrenalina, kako bo izpadlo, kako bo sprejeto? Ta vznemirjenost. Seveda, jasno. Veste, kako je, recimo, jaz danes tega pogrešam v novinarstvu. A se vi spomnite v zadnjih 2-3 letih kakšnega članka, ki bi vsi govorili o njemu? Ga ni, ne, ker so se tudi novinarji umirili in takrat je bilo pa tega dost in tudi ta tako imenovani ta tisk, ne, je bil v tistem obdobju, ko smo bili še socialistična država, kar pogost, ne. Tako da jaz, ne vem, jaz sem zdaj svojo rubriko že 50 let v Nedeljskem dnevniku, ta Tofov butik, ne, in se tam marsikdaj kaj privošam, ki se ne bi smel. In veste, kako se mi je zdaj začelo dogajati, da me kakšni od teh znanih veljakov sreča, prav, kva sem se pa jaz tebi zameril, da me nečeš ne zajebovaš. Celo tako, jaz sem pa ravno hodila vas vprašati, če vas polke ustavljajo na ulici, ja. Pa to, sam bod prijazen z mano. Ja, tudi to, ja. Zdaj sva govorila, se pravi, o tej satiri. Ste zaradi nje imeli kdaj občutek, da so vam kakšne stvari v življenju laže dosegljive, v smislu, mu bomo to uredili, samo da nas ne? Oja, doskrat se me to tega, ti sem da tofna pride, ne je bilo. Ja, to samo doskrat, ampak mislim, ne spomnim pa se, čeprav se pravim, bil sem parkrat na sodišču, ker sem v zelo velik študentske publike, smo se bolj tako, bi rekel, da so bile bolj take vesele razprave. Sem pa enkrat
je bilo, se je zgodil se je za tiste obdobja en prav tak mali škandal. Tam pri Škofji Loki se je zgodilo, da so prvič, ker takrat so skozi grozili, da tistim, ki nimajo gradbenega dovoljenja, da bojo podrli novogradnje. Ne? No in tle je bila ta res v tem, da so novogradnjo podirali in mene so pol domačini poklicali, jaz sem šel pol z avto gor in sem tam slikal in so me pol policaji odpeljali na postajo v Škofjo Loko, kjer sem mogel počakati, da se je tista zadeva končala, pa so me pa spustili. Ne? No in tisti je pol kar velik prahu dvignil, ne? In so tudi takrat je bila milica priznali, ne? Da so uvirali, da so novinarja uvirali pri njegovem delu, da se upravičujejo. Pa vas je kdaj, ne bom rekla bilo strah, ampak ste se kdaj vprašali, kako daleč sem pripravljen iti? Ja, dostikrat. Recimo, torej to, kar je danes nemogoče, da bi policaj prišel ven domov pa vas karkoli maltretiral ali zaslišal ali opravljal svoje delo, tega zdaj sploh ni. Ne? Včasih je pa to bilo, ja. Se spomnim, jaz sem stanoval takrat v Litrasovskih blokih in je enkrat priletel en moj tam sostanovalec prav, ne pojdi domov, ker te policaji čakajo pred hišo. Opozorilo. Opozorila, ja. Če se, recimo tako, če pobrskate po spominu, bi lahko našli morda obdobje v vašem življenju, da ste začutili v sebi, želim biti novinar, želim biti... Od malega. Aha. Moram priznati, ta želja po novinarstvu sem jaz hodil še, takrat je bila, sem še v gimnazijo hodil tam, pa to 5., 6. Sem si zelo želel biti novinar in sem bil tudi že kot mlad, ne, zelo poznan, ne, ker sem pač kakšne stvari znal tako napisati, da je bila tako res malo satira, malo zafrkancija, ne, ker takrat je bil v tistem mojem obdobju, ko sem jaz začel z novinarstvo zelo resen poklic. Ne. Novinarstvo ni dopuščalo takšnega humorja. Novinarstvo ni mesto za zajebavanje. Ne. Pa ste v družbi veljali za tistega, ki se mu ljudje vedno smejijo? Kot mladostnik? Ja, vem, ker sem imel, recimo, spomnim se na to, takrat so bili zelo pogosti tako imenovani ustni časopisi, ki jih danes sploh ni več, pa meni je žal, da tega ni, ne? Ker so uredništva po raznih krajih naredila eno tako svojo prireditev, kjer smo imeli tudi kakšnega pevca, pa kakšnega glasbenika, pa kaj tazga, ampak osnova smo bili pa novinarji za svojimi, ker smo, recimo, se spomnim, v Grosupljem smo imeli ta ustni časopis in je meni padel v oči frizer za dame in gospode. Takrat, ko smo bili vsi tovariši, ne? No in sem jaz pač iz tega naslova naredil en tak svoj mali šov in ljudje so se grozno zabavali. In nasmejali verjetno, ne? Ja, sve. Zdaj, ko recimo se odločite, da boste o nekom ali o nečem pisali, a ne? Pa če zdaj recimo grem na satiro. Če dobite en tak podatek, za katerega ste prej recimo to zgodbo, ki ste omenili, a ne, da vam je bilo žal, da je bila recimo napaka, kako pomembno je, da se takšne zgodbe preveri? Recimo, ali se je to res zgodilo ali ne? Recimo, jaz se dobro spomnim,
ko sem se začel ukvarjati z novinarstvom, sem enega zelo čudovitega urednika Stane Stanič, ki ga žal ni več. Ne? In moram priznati, da sem njemu lahko še dosti hvaležen, da sem bil eno obdobje zelo uspešen novinar, ker me je on tudi usmerjal. In se mi je zgodil, recimo en primer, vam bom povedal, še zdaj se ga spomnim, sem šel klela in Kongresnega trga, pa me je en zaostal, pa prav, Tof, jaz imam pa zate eno temo. In je povedal o enemu arhitektu, ki je v Kopru postavil te stolpnice. Če se spomnite, se je bil takrat cela afera okoli tistih stolpnic. Ne? In rekel, jaz pa vem, on je pa zahteval, da se mu honorar nakaže v Švico. No, in jaz sem to seveda napisal, no, ampak pa je bil pa res, on je bil pa tako dost zaveden gospod na visokem položaju. Ne? Tako da takrat se je pa pol delo kot moja hiša, tako so se zelo zame zavzeli, ko on je zahteval, ne vem, kakšne odškodnine pa tako. Pa ni potem do tega prišlo? Ne. S hčerko Piko imate tudi zelo poseben odnos? Ja, Pika, moja čudovita punca. Kako bi ga opisali? Zanimivo je to, da sem jo skušal mehen spraviti v novinarstvo, pa jo ni nikoli to zanimalo. Ima pa 2 čudovita sinova, ima 2 vnuka, ki moram priznati, da mi zdaj, ko smo vse na računalnikih, ko dostikrat kaj zahodam s tem računalniki, pride en ali drug, pa mi ta računalnik uredi, da lahko jaz normalno pišem po svoje. Da vam mečkano lahko pomagajo pri tem. Kako pa bi opisali vaša... Matevž pa tim, prosim. Kako bi opisali ta vaša družinska, recimo, srečanja? Je pri vas veliko smeha, veliko humorja, ko ste vsi skupaj? Ne, mi se doma nič ne smejemo. Ne, ker prebrala sem, namreč, da ljudje morda zmotno mislijo, da nekdo, ki je dober satirik ali pa humorist, da pa to zdaj izgleda tako, da na vsakem kosilu, na vsakem družinskem srečanju vsi čakajo samo vas. Ne. Ni tako? Ne. Moja žena sploh nima smisla za humor, daleč od tega, tudi ne bere me. Ne. Pika je druga zgodba, ne. Te 2 vnuka, Tim pa Matevž, sta pa čudovita fanta in smo tudi dosti skupaj, se imamo prijetno, smo kar tako, bom rekel, urejena familija, ne. Čeprav živimo tako malo Kranjska Gora pa Ljubljana. Menili ste čisto na začetku, da je novinarstvo način življenja, ne samo poklic, in Sigurno. Vaš način življenja zagotovo je zelo drugačen od recimo nekega, dajva reči, zdravnika, pravnika ali pa konec koncev trgovca. Veste kako, glejte, jaz moram priznati, da se zelo trudim, da mojega novinarstva, po katerem me pozna vsa Slovenija, v naši familiji ni. In se v tem tudi kaj dosti ne pogovarjamo in tudi nimamo nobenih problemov. Ne. Jaz sem novinar po poklicu, ne pa doma. Ampak vseeno je pa ta način življenja verjetno je prineslo v vaše življenje tudi to, da ste se v neki točki morali sprijazniti, da vas pozna cela Slovenija, da kamorkoli boste prišli, bodo vedeli, kdo ste, se pravi ta prepoznavnost. Vam je bilo to težko sprejeti ali vam je v tistem nekem začetnem obdobju to pasalo? Tako bom povedal, to je čisto samo od sebe prišlo. Eno obdobje v začetku mojega novinarstva se novinarji sploh nismo podpisovali. Ali pa samo začetnice, TF. Ne? No,
potem, ko sem bil jaz tam reporter na TT-ju, Tedenska tribuna, je bil tam en urednik, en Dušan Benko, krasen človek. On je zelo hitro spoznal, kako so imena v tem primeru pomembna. Ne? In sem začutil, kako so me ljudje v Sloveniji začeli spoznavati, ko sem se začel podpisovati to na Forneci. Ne? In nikoli mi ni bilo hudega, no, tako bom rekel. Velikokrat smo vas lahko opazili na družabnih dogodkih. Ja, seveda, pa tudi zezanje, kva pa ta letov misli, kva pa misli, da je pa tak, nekako so mi učitelj domišljavost, ker pa res nikoli nisem bil. Aha, so vam jo večkrat? Ja, doskrat, ja. Zaradi pisanja? Ja, ali seveda. nasplošno vašega zaradi pisanja, zdaj tudi jaz sem pač imel to srečo, da sem si v glavnem teme moje, z mojih reportaž, izbiral sam. Ne. Zdaj imam 52 let, imam v nedeljcu učelo stran Tofo butik. Ne. Obstaja še kakšen v Sloveniji, ki je imel dlje časa kakšno rubriko? Dobil sem eno nagrado, ker obstoja novinarski forum na Dunaju, da sem čakajte, kako so že tako čudni bili formulirani, ker sem dobil počen tak zlet sekin, kot najbolj bran novinar, zdaj se pa ne spomnim. Z najdaljšim uredniškim staležem, ki je tazga? Nekaj na področju Slovenije, ki ima verjetno v Evropi še vedno en status malo bolj zavidne države. No. Omenili ste, da so vas ljudje nekateri tudi obravnavali v smislu, kaj se pa ta tov gre in tako domišljavost, da so vam učitali. A se vam zdi, da bi to lahko rekli, da je to morda tudi iz neke zavisti izhajalo? Seveda, to. Veste kaj, zavist je slovenska folklora, morate to vedeti. Ne? Še vedno? Še vedno. Jaz mislim, da še dalje bolj. Kaj bi lahko naredili mi kot narod, da bi bilo tega manj? Imate kakšno idejo? Ježka nam manjka. Ko sem videl z Ježkom, sva bila zelo velika frenda, taka poklicna, tudi oddajo sva naredila, enkrat celo novoletno oddajo sva sama naredila v leta 60. Tem bi pasati. Ne, jaz mislim, Slovenci imajo zelo radi humor, samo ga je v vseh medijih, kar jih imamo, ga je premalo. Ne. Na televiziji pa sploh ne se izdela. Praktično, kot veste, se ni nobene humoristične oddaje. Ne. Ja, nekoč ste rekli, smeh je pol zdravja, druga polovica pa sociala. Ja, si res, še vedno držim. Enega gospoda odvetnika poznam, on mi večkrat da tako na svet in reče vedno, ko pride do kakšnega konflikta, pomisli, če lahko obrneš na hec. Ker če boš lahko obrnila na hec, se bo stvar hitro rešila in verjetno se strinjate, ne? Delno, ampak je res. Ker marsikakšna težava tudi doma za 4 stenami ni tako zelo pomembna, če bi jo znali malo na hec, a ne obrniti, bi jo hitreje lahko rešili. Recimo, jaz se spomnim, kadar smo imeli kakšno tako malo družbeno problematično temo, kako to pa to naredil. So kar vas določili. Ja, jaz sem bil, takrat je bil Tedenska tribuna res tak čudovit časopis, posebno za tista obdobja. Ne. Čeprav, veste, kaj je bilo najbolj brano? Od Miki Mustra Zvitorepec. To je pa na prvem mestu. Jaz sem pa z Mikem bila tudi velika frenda, tudi velik skup stvari delala. Ja, moram priznati, če bi zdaj, ko ste me glih upeljali v to, da začnem
oživljati svoje spomine. Dostikrat je bilo nevarno, nikoli se pa nisem bal. No, tako bom rekel. Na katero stvar v vašem življenju ste najbolj ponosni? To je pa kar nekaj. Predvsem se spomnim, da sem pravzaprav prvič občutil, kaj lahko novinarji naredimo. En moj znanec je rekel, veš kaj, bil je v službi v Elmi. Pri nas ima ena naša delavka, ima sinčka, ki ima paralizo in stanuje tam v eni podstrešni sobi na Starem trgu. Tam se otroci funkcionarjev se kopajo na morju, tam je pa cele dneve sam. Matjaž je bil, zdaj se spomnim. Svet sem šel takrat k njemu takoj, sem naredil reportažo in to je bil cel vihar, ker otroci funkcionarjev to je naredil razburjenje, ampak smo pa takrat tega fantička rešili. Ne. Takoj so ga odpeljali na morje, pred je šel na zdravljenje, saj ni prav dolg živel, ker je bil zelo bolan. Ne. Ampak do takrat je v eni podstrešni sobi vsa poletja bil sam. Zdaj ste spet omenili, da ste v bistvu med tem, ko ste dobro delo sem najavil. Tako dobro delo, ampak hkrati ste vseeno uporabili ta svoj pridih v smislu otroci funkcionarjev, ker ste želeli verjetno ta kontrast seveda. pokazati. A se vam zdi, da ravno zaradi vsega tega, kar sva tudi prej že govorila, zdaj bom rekla najprej lepo, se vam zdi, da novinarjem danes manjka poguma, ker glede na to, da danes lahko človeka narobe... Ne bom rekel, da manjka poguma, manjka jim občutka. Glejte, glih jutr, jaz sem 30 let smo imeli, Mopečev, moja ekipa, ki sem z radia, smo zmeraj imeli Miklavža za otroke na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike. Še danes je, jutri grem, recimo, sicer zdaj sem bolj tako gost, drugače smo pa takrat pa se spomnim, da so otroci te na pediatrični kliniki, da so pisali Miklavžu in mi smo potem te želje uresničili. Čeprav smo imeli včasih kar težavo, ker eden si želel copate, en pa uro. Hoteli smo povsem ustrešno, tako da smo pol najdli eno rešitev, to je bila ta doktor Dolničarjeva Majda, ki je tudi bila ona tam ta glavna na otroški pediatriji, da smo pol ta darila tako razporedili, da je vsak nekaj dobil približno izdane. Leto 2025 je pred vrati. Kaj bi zaželeli vsem, ki naju gledajo in poslušajo? Bom rekel samo en stavek, ki se sicer ne bo uresničil, pa bi bilo fest. Imejmo se Slovenci radi. To je problem, da se imamo pravi radi med sabo in je zelo veliko fovšije. Se pravi, da je fovšija slovenska folklora. Ampak ni zanimivo pri športu, ko pa naši športniki zmagujejo, se imamo pa vsi radi in vsi smo mi oni. To je pa res. In je šport je v Sloveniji izjemnega pomena. Jaz sem prepričan, da če ne bi bilo, glejte, če se spomnite, včasih so bili heroji Bojan Križaj, Boris Strel, Jure Franko, te smučarje. Kdo so pa danes? Kolesarji. Ti so najboljši na svetu. Pogačar ali Roglič? Ali oba? Oba sta dobra. Vsi so dobri. Kle smo pa res dokazali,
da imamo pa Slovenci izjemen smisel za vrhunski šport. Ne. Tako da, se pravim, no, koliko smo včasih navijali za smučarje, zdaj za kolesarje, ker je meni všeč, ker je to moj šport. Ljubezen torej želite v letu 2025, kaj pa želite sebi? Lejte, jaz imam vse, samo kar bi želel je zdravje. Nič drugega ne rabim. In naj vam služi še naprej. Tof, Hvala najlepša lepa. hvala, ker ste prišli, veliko mi pomeni. Tudi meni. Hvala lepa. Pa bodite nežni, če boste kdaj o meni pisali, prav? To bom pa še razmislil.